Za popotnike, ki svoja popotniška doživetja dokumentirajo v video obliki in potem te posnetke objavljajo recimo na YouTubeu, no, za njih velja, da Sprinter je sinonim za kombi. Sinonim za tiste vrste kombi, ki jih ti popotniki predeljujejo v avtodome. In v tiste vrste avtodom, v katerem vsi ti popotniki kar živijo. Seveda govorim o teh novodobnih digitalnih nomadih, o popotnikih, ki ves čas potujejo po svetu, preživljajo pa se recimo z delom prek spleta. No, zanimivo predvsem tem je, da vsi ti popotniki dejansko sploh ne razlagajo, da gre za Mercedes-Benz, ampak govorijo kar o Sprinterju. Se pravi, Sprinter je na nek način postal že skorajda znamka zase. Ampak seveda, takšen ugled si je Sprinter zgradil skozi več desetletij in Sprinter letos praznuje 30. rojstni dan in v tem času se je tudi razvil kot idealno vozilo za predelave in kar 76% Sprinterjev po cestah vozi ukrojeni po meri. In v današnji avtomobilnosti bomo pogledali, kako so svoje Sprinterje po meri ukrojila 3 slovenska podjetja. Pa najprej poglejmo, kako se v Sprinterjih vozijo pacienti. Direktor ste več časa, kakor pa obstaja Sprinter na trgu. 3 leta več. 3 leta več. In kaj? Zakaj Mercedes? To je avto, ki zdrži naše kilometre in to šarf uporabo na ta način, kot jo se pri nas izvaja. Tukaj so ozke ulice, včasih se malo mudi, zaletavaš se čez robnike, nosila ven, noter, stokat, odprt vrata, zaprt vrata. To so vse te stvari, ki jih edino Mercedes drži, po naših izkušnjah. Prej sem bil presenečen, ker ste rekel, da je to enkrat več date za opremo. Jaz sem mislil, da bo to še dražje. Ampak to je zdaj brez mašinerije, ki je noter. En defi stane 35 evrov, recimo, en respirator stane 15 000 evrov, aspirator je par tisoč evrov, nosila so nova 17-20 000 evrov, odvisna kakšna imaš, lahko imaš električna, ki stanejo 45. Recimo te zadnja 2 vozili, ki smo jih dobili z električnimi nosili, kompletno opremljala, sem računal, da pride okoli 250 evrov. Kaj je lastnost dobrega kombija? Zdaj vidimo, da ima tale analogna ročna vrata, tam imate že v bistvu električni pomik. Kaj to za sabo potegne? Mi, če kupujemo sami vozila, kupimo res vso opremo, kar je možno. Z električnimi vrati. Vse, leva, desna, električna vrata. Zakaj se je to pokazalo dobro? Ker ko se avti perejo, pozimi zmrzne. In v bistvu je tukaj noter ta vodilo žice, zmrzne in ne moreš vrat odpreti. Zdaj, če gre na elektriko, pa stisneš gumb, pa odpre, ker sam motorček to naredi. In to se nam je izkazalo za veliko boljšo varianto. Ampak to so vse te stvari, ki jih čez čas ugotoviš. To je stol za spremljevalca, še en stol na tej strani. Zadaj kardiološki stol, ki je na gosencah, to se pravi tudi, da gre lahko po stopnicah gor za lažje vzpenjanje. Tale še nima električnih nosil. Grelnik za infuzije, hladilnik, to se pravi za polet. Nek material, kar ga rabiš, rjuhe, gaze, te stvari, kakor je. Ta mikrofon, tole povezavo imate za opozorilo? To je povezava, če je spremljevalec tukaj, pa da se nekaj dogaja in lahko po mikrofonu sporoči naprej. Ampak naprej v dispečerski center? Ne, v kabino. Še vedno ostajate pod 3,5 tonami? Ne, avtomobili so čez, ja. S to opremo ni šans, nek piješ več čez. Saj se to pa sprašujem, tudi ja. Aha, čeprav imate oboje vrata, v bistvu jih nimate zato, da imate prehod? Ne, ni prehoda čez, ne. To je za prostor, ki ga lahko izrabimo. Se pravi, zadaj pa, ko odprete, jih kdaj na stežaj odpirate? Fajn bi bilo, če bi jih, doskrat jih ne, pa jih stavčajo pol. Vi imate v bistvu tudi še stare E-je, če primerjate Vitote, Sprinterje. E-klasa je kralj, to je neprimerljivo. Ampak iz upravnega stališča vidimo, zaradi prostora pa to. Tudi, čisto dovolj prostora noter. Imamo še 2 prejšnje, ne vem koliko so, 211-ke, 212-ke, mislim, da blizu 1 milijona kilometrov avto. Za pacienta, ki rabi prevoz na daljše proge, je zagotovo E
bolj udoben kot to. Recimo, mi smo imeli, pacientko pred pol leta iz Lizbone do Ljubljane, to je 2500 km. Električni sprinter. No way. Zakaj ne? Ja, bil sem v Portu, ko so imeli predstavitev električnega veja. Tak je bil tam, je imel dosega manj kot 100 km. To je, mislim, to nimaš kaj delati. To je lahko za nek DHL pošto, in kogarkoli, ki se po Ljubljani vrti, pa zvečer parkira. To pa pri nas ni šans. Vsak reševalec ima svoje vozilo. In zdaj ni tako, da bi malo imel tazga, pa bo šel pa v drugega. Čim bolj multi mora biti, čim bolj sport bili. To je pač zjutraj se usede v avto in zvečer gre ven. To se pravi, on je cel dan v vozilu. Zato tudi špendam toliko denarja v vozila, ker smatram, da si zaslužijo najboljše. Koliko pa imate v vozil? Mislim, da je njih 60. 60 vozil. Sprinter je po moje ne vem, bi jih moral prešiti, ampak blizu 30 po moje. Okay. Kar nekaj imamo vejev. Te so se tudi izredno izkazali. Zelo dobri avto. Imajo tudi že po 550 km, pa je tako nič. Lepo hvala za tole. Ja, z veseljem. Veselilo. Okay. Čim je čisto, čim je zloženo, tako boš tudi kupec dobil. Če si navajen, pa da pospravljaš, da rihtaš, da je vse čisto, to pomeni, da taka oseba si. Pa pokažete prav te kombije v bistvu vašim strankam? Niti ne, ampak iz izkušenj vam povem, da stranke vidijo, tako malo pokukajo noter, vidijo malo, ko ti odpreš, vidijo, kakšno orodje, kakšno vozilo je pripeljano, kako je pospravljeno, kakšen je odnos na montaži. Zelo pomembno je tudi, da je pri stranki pospravljeno, pa da se pripeljaš, to je tudi važno za to. Če nimaš v bistvu nekih stalaž, pa lepo posortirane zadeve, da imaš na kupu, kot prvo iščeš, kot drugo, ko skladaš in nakladaš orodje eno na drugo in ga spuščaš eno na drugo, se to poškoduje. Predalnik je pač tlele zahaklan, varnostno zaradi transporta, potem, ko ga ti odpreš, je narejen tako, da ko ga tukaj potegneš, da ti ne pade dol, da ne stresaš. Če bi pa ti namensko nekaj manjšega noter imel, pa vedno takole. In to je pa pol tista sila, da ti lahko poiščeš nek manjši, da je sam pok. Sam kar. Nič se ne vzlomil. Sam je treba, ja, na bose. Evo. Okay. To je prav namensko, tako robustno narejen. More biti. Kar mi v lastni režiji naredimo, so te aluminijske zaščite. Zaradi tega, ker originalne so iz tega kartonskega, tega materijala in potem velikrat kakršnokoli zadevo, ki imaš, butneš se takoj ta zadeva zlom, tako je pa aluminij, lahek, trpežen, lušten. Celo bom rekel, da tako izgleda malo zelo čist. No. A je še kakšen tak nasvet, ki ga lahko date recimo drugim podjetjem? Kater ima neko podjetje, ki se ukvarja z montažo tudi s časoma na višini, da si kup element za hitri spust lestve. To vam zelo prihrani, kot pa da hodite na vozilo, odvezujete, pa zavezujete gor, pa tole tle zapneš, dvigneš. To tudi sami naredimo isto. Če pogledamo... Tla so vedno najbolj fajn ta Ja, to je ta lesena vezana plošča, še najbolj trpežna, najboljši je, no. Zdaj, če jaz prav vidim, tukaj je en drugačen sistem, ta se mi zdi bolj robusten, kot pa tisti. Tale je pa neka, bom rekel, dediščina, ki se že ves čas premika iz vozila v vozilo. Je pa tako, da je to prvi in originalni nosilec od Mercedesa, v mislu stalaže od Mercedesa iz leta 1997. Se pravi, Mercedes je to naredil? Mercedes, to je... tovarnička. Ja, to je tudi mogoče en bonus, ker je vozilo načeloma skozi enako, nekako za te regale, a ne? Da niso kakšne take drastične spremembe, da preko, da je pa kolotek tam, pa ne morem jaz not dobiti. Pa da ne bi mogli te šraufom v bistvu ali pa karkoli, ja. Ukvarjamo se z produkcijo, se pravi z različnimi snemanji reklam, filmov, dokumentarcev.
Pa glede na to, da včasih te premiki z ene lokacije na drugo lokacijo so hitri, ti moraš v istem trenutku biti na eni lokaciji, niti se ne posname, že moraš biti na drugi lokaciji. In zdaj, da ti pripenjaš, se pravi, prikolico na vozilo in pol se pelješ na drugo lokacijo, to traja. In pol ljudje, tisti, ki so ta glavni, grejo prvi iz lokacije in pol oni so prišli, pa niso imeli še tam stranišča, ne? In pol so videli, zakaj ne bi to naredili v kombiju. To je najstarejši, takšen ga imamo v domačem gospodinstvu. Aha, to je prav čisto navadna tehnika. Tako, to je čisto navadno stranišče. Ampak težava je v tem, da rabiš več vode. Koliko splakovanj pride v eno? No, to je na primer minimalni kotliček, ki ga imamo v gospodinstvu, je 4 litre. Ja, in to zadostuje ponovadi za koliko? Kar je ponavadi, tle imamo približno nekih 300 litrov vode, za enih 40 ljudi približno za enih 12 ur. In pol smo se seveda odločili za vakuumski sistem, ki ga imamo, pač za naprej ga vodujemo v vsa naša stranišča mobilna. Ok, kako pa to deluje? To pa deluje tako, da v bistvu z enim To ni spustom... avtodomarski WC? Ni, to je pa ponavadi tako, ko ga uporabljamo, se pravi, imamo v ladjah, v avionih, v jahtah. Se pravi, to je pa od 7 deci do litra vode na spust, se pravi 4-krat manj. Kako pa deluje ta vakuumski sistem v primerjavi z avtodomarskim? Vakuumski sistem se upravlja ponavadi, ko je večje število ljudi. V avtodomu imaš pa družino in ne rabiš v bistvu. Ni nobene kemikalije v bistvu noter, v bistvu spustite kaj? Ker ne rabiš, ker itak je sifon, zgor je udušek in to je to. Ne smrdi not, ker je sifon kot doma. Pol je pa ta pipa, ki je zanimiva, ki ima tudi minimalno porabe vode. Se pravi približno 6 deci na minuto. Ki pa zbirate v bistvu potem, se pravi, ta velika sporočila. On ga čist melje, ne? On ga čist melje in samo gošča ostane. In pol se pač to pelje v čistilno napravo. To je v bistvu odpadna voda. Na tej strani, na drugi strani je pa čista voda. Zakaj pa ste vzeli prednji pogon? Ker mi imamo težo na prednjem delu vozila. Aha, seveda. Ker so rezervoarji za odpadno čisto vodo in vsa teža, ki je bolj naprej. To je pa štirikolesno gnalo, v bistvu se tudi vidi, da je že v bistvu dvignen. Zakaj pa ne bi vzeli kakšno drugo znamko, zakaj Sprinter? Ja, gledajte, ukvarjamo se s filmsko industrijo in Sprinter je nek standard za filmsko industrijo. Aha, se pravi, sploh ne morate kaj drugega zbrati, ne? Ja, gledajte, lahko zberem samo... Pa še, ja. Moraš se Sprinterom pripeljati, tako bi rekel. No, kakšna anekdota sneman? Teh je dosti, ne? Ni jih malo. Ja, naprimer, smo snemali na Hrvaškem, so nas povabili, je bil Ramsey, kuhar, in je imel svojih 6 kuharjev in je prišel z WC-ja pa rekel, I never piss in the van. A pa je skuhal kaj tazga, da je potem tako malo pregnalo? Ja, to pa. Podrobnosti pa nisem šel. Mislim, a se je že kdaj kaj zgodilo, da je kaj se zavašil? Kakšno stranišče? Ja, se tudi zgodi, ne? Se pravi, zato pa glih, kako bi rekli, ženske, se pravi, tamponi, vložki se nameče, torej noč se meče samo pač papir in to je to. In ta papir mora biti poseben? Ni treba, da je poseben, ampak mi vseeno imamo tega razgradljivega. Tisti, ki je to v bistvu lažji mlinček, v bistvu zdaj, Ja, glitra tega, ja. In tudi ta je bila zanimiva. Smo snemali na Primorskem, je bil glavni igralec, je bilo tako rekel, je bil Chuck Norris. Snemali smo eno za kombi in je bila kamera, pa luči, vse ostalo je bilo pripeto na kombi. Se je pripeljal iz ovinka in je bil glih tam parkirano eno drugo vozilo. In se je mogel odmakniti in ko se je odmaknil tistemu vozilu, se je podrajsal na naše vozilo. In je vse odletelo dol z njegovega kombija. Ja. Me poklical in je rekel, ne moreš verjeti, kaj se je zgodilo. Je rekel, ja, Chuck Norris se je zaletel v vozilo. Še to me zanima. A bi vi lahko uporabljali kar električnega Sprinterja, pa bi potem vso elektriko pobrali kar iz baterije iz avtomobila za vaše potrebe? To je tudi naš cilj, ne?
Da bi v bistvu cela energija, vse skupaj, da se napaja cel sistem in vozilo, se pravi na elektriko. Ja. Z pomočjo celic, sončne energije. Tukaj gor ste ugradili Tu celice, imamo ne? celice, tako ja. Ampak glede na to, da je to še vse skupaj v povojih, če se zelo hitro razvija, si ne upamo. Ker vseeno je to neka osnova človeška potreba, ki jo moraš zagotoviti in si ne upamo še zdaj iti tako daleč. Ja.